in dobro istočnico nadaljevanju našega programa. Pogovarjali se bomo malo drugače. Okrogla miza, ki sledi, je namenjena temu, da se še globlje dotaknemo teme umetne inteligence, ampak najprej s kratkimi predstavitvami strokovnjakov. Spraševali se bomo, a je umetna inteligenca korak naprej ali korak mimo in o čem sploh govorimo, ko o njej govorimo. Zato na oder najprej lepo vabim doktorja Erika Novaka iz Inštituta Jožefa Štefana, Tomaža Mlinariča in doktorja Simona Kreka. Ja, prosim. Najprej še logistika sedežnega reda. Ni določen, tako da si lahko sami izberete sedež. Dobrodošli, hvala, da ste se nam pridružili. A nam lahko samo za začetek, preden se lotimo vaših kratkih predstavitev na različne teme, orišete, od kod prihajate, s katere ustanove in s čim se trenutno ukvarjate. Očitno se bomo težko zmenili za sedežni red in ostalo. Skratka, moje ime je Simon Krek. Jaz na nek način se mi zdi, da utelešam ta interdisciplinarni del umetne inteligence, namreč zaposlen sem na 3 inštitucijah. Ena je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, druga je Fakulteta za računalništvo Univerze v Ljubljani in še Inštitut Jožef Štefan. O tem, kaj počnem, bom v resnici povedal v tej predstavitvi, tako da ne bi ponavljal dvakrat, pa bom potem več povedal o tem, kaj počnem. V redu, se veselimo, hvala. Jaz sem Erik Novak, sem raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan, zdaj pred kratkim sem tudi zaposlen na podjetju Event Registry, ker se ukvarja z analizo novic. Moje ozadje v bistvu, začel sem kot matematik, šel potem na doktorski študij na umetno inteligenco na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana in od takrat naprej v bistvu se ukvarjam z umetno inteligenco, strojnim učenjem, analizo novic, analizo tekstov in vse, kar je povezan z AI-jem. Hvala. Ja, lepo zdrav. Jaz sem pa Tomaž Mlinarič, trenutno zaposlen še na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Sem bil vključen v delovni skupini, ki smo pripravili neke smernice za umetno inteligenco, predvsem uporabo, ne toliko, kaj naj počne. Moja zgodovina se je začela pa na Ministrstvu za obrambo, kjer sem preživel 30 let, tako da mi je bliže varnost kot tisto, kar v umetni inteligenci se dogaja, tako da z tega vidika vam grenimo življenje. Najlepša hvala. Ne vem, če ste opazili, kot dogovorjeno se je za nami pojavil še en udeleženec, to je robotska kosilnica, ampak žal ji ne bomo dali besede. Čeprav ne dvomim, da ne uporablja kakšne različice ali pa kakšnega modela za to, da vidi, kaj se dogaja. Več o tem kasneje. Predlagam, da potem kar začnemo s prvo predstavitvijo. Erik, vabim vas k našemu govornemu podiju. Z veseljem prisluhnimo, kaj ste nam pripravili. V redu, še enkrat dobrodošli. Danes bom jaz malo povedal v tej kratki predstavitvi o pomenu dobrih praks uporabe umetne inteligence. Zdaj najprej, da se gremo, zakaj sploh je dobra praksa pomembna tukaj, moramo iti na vse te informacije, ki jih vidimo v OECD poročilih in podobno. In sicer umetna inteligenca je v bistvu nekako sprožila, da gremo iz stare normalnosti v novo normalnost. Zdaj na tej krivulji smo tam nekje, ker je zdaj označen s pušico, ampak vse skupaj ta eksponentna rasa je nekako začela novembra 2022 s tem, ko se je OpenAI v bistvu objavil in dalo v javno uporabo, oziroma da so lahko vsi začeli uporabljati in od takrat naprej se stvar veča oziroma gre eksponentno. Kaj so pa indikatorji za to? To so pa večanje zmožnosti sistemov, kvaliteta rezultatov, računska moč, ki je porabljena za same te modele in pa tudi sploh število uporabnikov. Se pravi, vsako leto se število uporabnikov veča, to tudi v bistvu zaradi teh izobraževanj, ki se izvajajo in pa tudi samo učenje in uporaba in nova orodja, ki prihajajo ven. Ampak istočasno se pa tudi poveča število incidentov, se pravi, stvari, ki jih prej zaradi umetne inteligence nismo tako bili pozorni, ko nismo bili tako pozorni, da se lahko kaj zgodi, se zdaj v bistvu z rabo teh orodij tudi lahko
pač zgodijo tudi nevšečne zadeve. Poleg tega se vidi tudi na ceno uporabe, vedno dražje, vedno več elektrike se porabi za samo uporabo in razvoj, vedno več podatkov se potrebuje za sam razvoj. Velikost modelov, to ni nekaj, kar pač, če ste kdaj uporabljali ChatGPT, Claude, pa tudi poslušali novice ali pa probali nekaj zalaufati na svoji mašini, ste ugotovili, da se ne da tako lahko zaradi tega, ker so to ogromni modeli. Količina učenja in pa tudi višina investicij. Zdaj, če gremo na to višino investicij, se tudi v bistvu povečuje iz leta v leto, največ se dogaja na področju Amerike, drugi so šele na Kitajskem in pa tudi vedno več vlaganj, tudi če se naredi nekak prerez čez različne domene, je vedno več denarja gre v samo razvoj in investicije za umetno inteligenco. Se pravi, to nam kaže, da AI oziroma UI slovenska ne bo odšel ali pa se vedno bolj pojavljal v našem življenju in zaradi tega je pomembna dobra praksa. Zaradi tega, ker umetna inteligenca ni samo nek iskalnik ali pa kalkulator, ampak je podobno, ko se je včasih razlagalo, da je avtomobil samo boljši konj, je v bistvu umetna inteligenca tako orodje, ki pa je sprožilo to, ki je v bistvu transformacijska tehnologija. In zaradi same te rasti in uporabe moramo imeti dobre prakse vzpostavljene že danes. Napačna uporaba ima resne posledice, ampak dobra uporaba oziroma pravilna uporaba pa lahko odpira ogromne priložnosti. Zdaj jaz prihajam iz raziskovalne domene, zato tudi v bistvu sem pripravil ta okvir dobrih praks iz raziskovalnega vidika, ampak se pa tudi lahko aplicira na samo uporabo posameznega uporabnika. Se pravi, prva stvar, ko uporabljamo umetno inteligenco, moramo imeti ta jasni cilj. Kakor smo že prej slišali, AI ne smemo uporabljati samo zato, da rečemo uporabljamo AI, ampak moramo imeti nek problem, ki ga hočemo rešiti in ki ga umetna inteligenca bolje reši, kakor če bi šli to samo ročno delati, ali hitreje, ali pa nasploh kakršenkoli indikator, da je boljše. Moramo imeti kakovostne podatke, se pravi pri razvoju, pa sami uporabi moramo vedeti, kakšne podatke sploh imamo, kaj lahko damo noter, se pravi, a so anonimizirani, ali so podatki taki, ki jih lahko damo v model. Človek v zanki. Tukaj ne smemo pustiti, da umetna inteligenca se odloča namesto nas, ampak mi moramo biti tisti, ki vodimo in usmerjamo umetno inteligenco za samo uporabo. Etika in regulacija, se pravi, tukaj imamo tudi ta varovala iz AI Acta, ampak istočasno se moramo pa tudi sami zavedati, da moramo biti pri sami uporabi transparentni in pa moramo skrbeti preverljivost teh rezultatov, ker ko smo kdaj uporabljali ChatGPT ali pa kjerkoli drug model, ste videli, da se vsakič lahko drugačen rezultat pokaže ali pa pokaže iz drugega vzornega kota. In zaradi tega je potem težko razložiti, za koga je to pač verodostojno, ker ne pridemo do istih rezultatov vedno. In pa merjenje učinka. Se pravi, na začetku imamo jasen cilj, zdaj pa moramo imeti indikatorje ali pa merila, kako merimo, da smo dosegli ta cilj in koliko dobro. In pa potem tudi, ko iteriramo, moramo imeti tudi informacije, kako bomo to izboljšali, glede na ta merila. Primeri raziskovalnih projektov v praksi, v katerih sem bil tudi sam udeležen, samo na hitro, pač umetno inteligenco se uporablja na različnih domenah. Prvo je bil recimo pri pomoči rehabilitacije, kjer smo umetno inteligenco uporabljali za samo razvrščanje pacientov in pomoč pri odločitvi pacientov in zdravnikov. Humane AI je za hibridna človek umetna inteligenca podpora pri odločanju v dinamičnih situacijah, v tovarnah ali pa nasploh pri industrijskih partnerjih. Uporablja se tudi lahko za sam razvoj tehnologije in sam razvoj nasploh. Se pravi, mi smo razvili umetno inteligenco preko raziskovanja, ampak zdaj pa lahko umetno inteligenco uporabimo za raziskovanje in to se potem lahko tudi iterira. In pa na koncu pa še izpostavljam ta X5GON, kjer smo pa razvijali sistem globalne mreže odprtih izobraževalnih virov, kjer smo delali še z različne jezike, več domene in smo uporabljali umetno inteligenco za iskanje in pa priporočanje gradiv. In še to, da ta X5GON je bil
pred tem boomom umetne inteligence. Takrat smo govorili, da delamo v strojnem učenju in podatkovnem rudarjenju. In pač nasploh pa tukaj v praksi tudi vidite, da to niso to samo v neki laboratorijski, da nismo to delali samo v nekih laboratorijih, ampak smo delali to z ljudmi. Se pravi, tukaj smo sodelovali z zdravniki, z industrijskimi partnerji in pa pri X5Gonu smo celo sodelovali s Centrom Miri za pripravo orodij za slepe in slabovidne. Včasih se tudi kdaj kakšna stvar razvije zato, ker ne obstajajo orodja za določene skupine ljudi, ki jih hitro v bistvu pač jih ne vidimo ali pa jih nimamo v mislih vsak dan. Zdaj pa ključne ugotovitve, se pravi, da povzamem, dobre prakse umetne inteligence zahtevajo jasen cilj, kakovostne podatke, človeški nadzor in pa merjenje učinka in pa tudi v bistvu AI Act omogoča, da spodbuja zaupanje v AI. Zdaj pa še iz vidika Slovenije, v praksi in z ljudmi, ko se pogovarjam, in pa tudi študenti in mladimi, ko se ukvarjajo zdaj in prihajajo v to samo obdobje, kjer hočejo uporabljati umetno inteligenco, imajo nove ideje. Zato bi rad izpostavil, da Slovenija ima nasploh znanje, talent in infrastrukturo za uspešno uporabo in razvoj umetne inteligence. Izzivi so običajno poslovni procesi, zaradi tega, ker poslovni proces včasih stvar zavira. Ampak nasploh pa mislim, da lahko stavimo na mlade študente in inženirje ter na mednarodno sodelovanje v Evropi, zato da lahko pač vse to umetno inteligenco razvijamo, uporabljamo v okviru dobrih praks. Hvala lepa. Hvala. Upal bi staviti, da v tej dvorani najbrž ni osebe, ki v zadnjem letu ni uporabljala katerega od jezikovnih modelov, če pa je, pa mislim, da se zdaj ne bi javila. Me pa vseeno zanima, ko govorimo o uporabi umetne inteligence, ponavadi mislimo velike jezikovne modele, ampak v primerih dobre prakse, ki ste jih vi izpostavili, recimo pri projektu, ki je pomagal pri odločitvah ali pri razvoju tehnologij za slepe slabovidne, kaj konkretno vi uporabljate? Uporabljate iste modele kot mi smrtniki, a to pomeni, da ta projekt tudi uporablja, ne vem, Chat, Claude, Gemini, ali tukaj zadaj teče nekaj drugega? Čisto odvisen od same priprave projektov, ampak zdaj vsak dan, mislim, v teh novejših projektih se običajno uporablja Chat, GPT, Claude in podobne za samo brainstormanje ideje, ampak na koncu pa hočemo sami razviti. Se pravi, te veliki modeli, ki jih vsak dan uporabljamo, to so modeli, ki so plačljivi, ampak so pa tudi modeli, ki so odprto dostopni, ki se jih tudi sami razvijamo. To bo tudi v bistvu verjetno Simon omenil, enega, ki je slovenski model. Ampak ja, v bistvu algoritmi, se pravi iz raziskovalnega vidika, ne uporabljamo algoritme, ki jih moramo sami iz nule na podlagi podatkov razviti, ampak danes je pa zdaj to nekako nek hibrid obojih. Hvala. Omenili ste, da so izziv poslovni procesi. Tomaž, kaj pa so procesi dela recimo v javni upravi in kakšen izziv predstavljajo potem ti procesi? Ja, kar se tiče teh procesov je tako, ne vem, če si kdo od nas kot državljan, kot uporabnik storitev javne uprave povsem želi avtomatizirane uporabe umetne inteligence pri odločanju. Sploh glede na to, kar je bilo povedano, pa kar predvidevam, da še bo. Največji izziv so pa, vsaj z vidika, ki smo ga do zdaj naslovili, predvsem varnost podatkov, varnost varovanih podatkov, ker vemo, da vse, kar gre v oblačne storitve, v bistvu gre čez lužo, ker ti pomeni, da ti lahko ali onemogočijo dostop do njih, ali jih zlorabijo, obdelujejo v nasprotju z namenom obdelave in tako naprej. Tako da varnost. Hvala. A je to ena lista prisotnosti ali nekaj drugega ali je debata? A ne? Pa še telefon, nič hudega. To je pa drug telefon, ni problema. Samo zanima me, a je zdaj predstavitev na vrsti od Tomaža? A lahko naredimo en skok, pa v bistvu skočimo na predstavitev od Simona, samo če prevrtite, zato ker se mi zdi, da se bomo lepše navezali na to. Zanima me, kdo pozna slovenski jezikovni model, ki se razvija? A lahko dvignete roko? Aha, ok, 1, 2, 3, 4, 5, odlično, ker potem boste zdaj ravno kar izvedeli veliko več o njem, o modelu Povejmo oziroma GAMS, ampak več o tem pa nam bo povedal dr. Simon Krek. Izvolite.
Hvala. No, glede na dvignjene roke nismo preveč uspešni pri diseminaciji. Očitno. Ampak projekt se bo v resnici končal čez en mesec, tako da imamo še malo časa. Če lahko gremo kar na naslednje. Jaz imam v bistvu samo par slikc. In sicer, kaj hočem povedati tukaj. Predvsem ena stvar, se pravi to, s čimer se mi ukvarjamo, je v resnici slovenščina. Ker ta model, ki smo ga pač v tem projektu, ki zdaj traja 2 leti in pol razvili, ki se imenuje GAMS, to se pravi generativni model za slovenščino, je imel več takih ključnih ciljev. En je bil ta, da se v bistvu sploh naučimo to delati. Mislim, in da vidimo, kako se to naredi, a je pač recimo Vega 1 zadost močna, da to naredimo, se je izkazalo, da ne. V bistvu je bil potem natreniran na Leonardo, to se pravi na superračunalniku, ki je v Italiji. Ugotovili smo, koliko podatkov rabimo za to, da sploh lahko naredimo tak model in podobne zadeve. Se pravi, zdaj to znanje obstaja, tako da ni toliko važno, bi rekel, a ga vsi tukaj uporabljate ali ne, ampak zdaj imamo to znanje in vedenje in tukaj imamo potem dve taki ključni področji. Eno je to model sam, torej da nekje obstaja na Hugging Faceu, mislim, Erik ga lahko uporablja in tako naprej. Druga stvar je pa, so pa podatki, ki so bili že večkrat omenjeni in tukaj pa imamo problem. In v resnici je ključno sporočilo, ki bi ga rad, mislim, ki ga vedno govorim in tudi danes ga bom, je to, da se v resnici moramo tako kot skupnost, kot jezikovna skupnost zmeniti med sabo, ali bomo imeli tak model, ki bo imel podatke o slovenščini, o Sloveniji, o vseh nas, bodo vsebovani noter ali ne. Ker zdaj trenutno GAMS ima recimo pač te korpuse, ki smo jih, jezikovne korpuse, besedilne korpuse, ki smo jih uspeli zbrati, za približno, ne vem, 10-15 milijard besed, natreniran je bil pa na 100 milijardah. In odkod mislite, da so te preostale milijarde besed prišle? Iz generiranih besedil in iz prevedenih besedil iz angleščine. In to je škoda. En problem je, da nimamo digitaliziranih besedil, to je precej velik problem. Drug problem je, da se ljudje bojijo. Da se zelo bojijo dati svoja besedila prispevati za ta model. In to je stvar, ki jo bomo v prihodnosti morali se nekako zmeniti. Pač ali bomo imeli slovenščino v teh modelih, ali pa bo pač ta slovenščina bistveno slabša, kot bi lahko bila, če bi se znali zmeniti med sabo, ali ta besedila prispevamo ali ne. Zdaj tukaj sta 2 sporočili še zraven, kar dajte obe te rdeči. Eno je to, da zaradi tega, ker smo imeli ta projekt, smo zdaj v neki inicijativi, ki jo pač vodi oziroma promovira v resnici eno najbolj uspešnih podjetij na svetu, in to je Nvidia, in tukaj vidite Univerza v Ljubljani, ki je med tistimi, ki razvijajo suverene modele v Evropi. Tam so Poljaki, pa še nekateri drugi, To se pravi, smo kar, mislim, v dobrem stanju, recimo, kot zaradi teh stvari, ki smo jih zdaj že uspeli narediti. Drugo sporočilo je tam na levi strani, kjer smo naredili tako imenovano areno. To pomeni, da sprašujemo ljudi, damo možnost, da ocenjujejo model, isto vprašanje gre 2 modeloma, ljudje ne vejo, kateri je zdaj kateri, in ocenjujejo, pač, kateri se jim zdi boljši, in v tem smislu imamo GAMS na drugem mestu. Gemini je še vedno boljši, ampak glede na to, da imamo toliko več slovenščine noter, pomeni, da ljudje precej radi uporabljajo, oziroma se jim zdijo odgovori od GAMS-a razmeroma v redu. In v tem smislu so ta sporočila, nadzor, se pravi, to, kar bi omogočal ta suvereni model,
je to, da imamo nadzor nad svojimi podatki, da vemo, kako je bilo to narejeno, natančno vemo, kako je bilo to narejeno, da smo usklajeni z zakonodajo EU, da poskrbimo za občutljive informacije, da pač uporabimo anonimizacijo, psevdoanonimizacijo in podobne zadeve in to pomeni, da smo jezikovno neodvisni. To je pomembna stvar, po mojem, zdaj v tem svetu. Če gremo naprej. Ekstremno pomembna stvar je to, da smo del Evropske unije. Zakaj? Zato, ker je slovenščina uradni jezik Evropske unije in zdaj se že vidi, da obstaja precejšnja razlika med tistimi, ki jih tudi druga podjetja, se pravi kitajska, ameriška in tako naprej upoštevajo kot nekdo, kar je treba pokriti, nekoga, ki ga je treba jezikovno pokriti, pač razmišljajo v smislu, imamo 24 uradnih jezikov Evropske unije, to moramo pokriti. In v tem smislu smo precej v boljši situaciji kot, ne vem, baskovščina, ne vem, katalonščina in podobne zadeve, zato ker na drugačen način razmišljajo o nas. Hkrati nas pa pokrivajo tudi projekti, kot je recimo ta Alliance for Language Technologies, to se pravi zavezništvo za jezikovne tehnologije, ki je pač, ne vem, projekt, ki naj bi pokril vse te segmente, o katerih smo zdaj že govorili. Se pravi, narejen naj bi bil evropski model, ki je narejen na podoben način kot GAMS, narejen v bistvu vzpostavljeni bojo načini preverjanja, ali so ti modeli uspešni v vseh teh jezikih, ki jih pokriva in podatki naj bi se zbirali na podoben način. Se pravi, smo na nekem evropskem vlaku, kjer so vsi od nemščine, francoščine, španščine, precej večjih jezikov in tudi manjših, kot je recimo malteščina, ki je tudi uradni jezik, ima precej manj virov. To se pravi, to nam daje neko prednost, ki je precej pomembna v tem smislu. In tukaj smo uspeli vse tisto, kar je recimo bilo na nacionalni ravni narejeno v tem projektu, povejmo, oziroma kar smo z GAMS-om delali, se direktno priliva potem to evropsko zgodbo, kar je seveda tudi prednost. Tretja stvar, ki sem jo hotel povedati, je pa to, da če imate tako infrastrukturo vzpostavljeno za jezik, to pomeni, da veliko lažje operirate tudi znotraj še širših kontekstov. Tukaj omenjam samo enega od teh, Slovenska tovarna umetne inteligence. To je nekaj, kar gre potem predvsem v gospodarstvo. In če gospodarstvo ne bo imelo na voljo zadosti dobrega modela za slovenščino, ki bo pač neodvisna in suveren in tako naprej, potem bomo pač podatke pošiljali v Ameriko in na Kitajsko, česar si pa v bistvu ne želimo. Hvala lepa. Hvala. A ima na tej točki kdo kakšno vprašanje, misel, slišal sem par debat, vmes se je porodilo kaj zanimivega? Ne še? V redu. Simon, potem pa mene nekaj zanima, samo poenostavil bi rad vse skupaj, zato da bom lažje razumel. Vi, ali pa rečemo razvijalci GAMS-a, želite čim več podatkov, čim več besedil. Zakaj? Mislim, tukaj je odgovor precej enostaven, ker če so podatki realni, s katerimi se trenira model, to pomeni, da bo znal tudi odgovor dati precej boljši. Recimo, če dam zdaj konkreten primer, kako bi rekel, se pravi, mi imamo zdaj teh 10 milijard iz časopisov, iz knjig, romanov in tako naprej. In če v teh podatkih lahko najdete take stvari kot, ne vem, kaj pravzaprav GAMS je, da je to žival, mislim, kje je Brdo pri Kranju, kaj se tam dogaja in tako naprej, to pomeni, da bodo se pravi odgovori, ki jih bo lahko proizvedel ta model, precej boljši, kot če to nasanja in potem nekaj odhalucinira, ker nima odkod najti teh informacij.
Ja, to mi je bilo zelo zanimivo slišati, da ste vi potem tudi zato, da ste dobili več besedil, mu še dodali generirana besedila, ne? Delno tudi, če sem prav razumel. Prevedena in generirana. Ok, zdaj pa spet, če naredimo še eno poenostavitev. Če bi vi lahko pred 2 leti imeli eno dvorano 200 ljudi in en kup njihovih besedil, seminarskih, poročil, doktorskih nalog, vse, kar imajo, bi najbrž želeli vsa od njih, ne? To že imamo. Že, ok, v redu. Ampak mene pa zdaj zanima, z vsemi, ki ste tu, a bi dal vsa svoja besedila, recimo za razvoj tega modela, in če ne, predvsem to me zanima, zakaj ne? Spravi, dvignite roke tisti, ki bi zdaj le takoj, če je tam en kartonček, dal vsa svoja besedila, ki jih imate. Ne bo se to zgodilo, brez skrbi, sam zanima me hipotetično. Ok, hvala. A lahko pa zdaj slišim te argumente, zakaj ne, ali pa kaj so zadržki. Recimo en moj zadržek je bil tak, ki ste ga že naslovili, zdaj bo nekdo videl, ne vem, moj itinerar za potovanje po Italiji. Zakaj bi nekdo to gledal, ne? Moj zadržek, moj strah je bil, da je to neka osebna informacija, ki jo dajem naslednjemu Štefanu, ki bo napisal potujem po Italiji, pa bo pa dobil odgovor, ja, Nik Škrlec je šel tukaj, pa tukaj, ne? To je en moj zadržek, ampak zdaj bi najprej rad dobil še kakšne vaše, pa jih potem vrgu Simonu nazaj. Samo da vidimo, kako se bo odzval. A imate kaj takšnih zadržkov? Ja, pojte. Svojega dnevnika ne bi dali? Osebnega dnevnika, ok, super. Zakaj ne? Prosim? To je zelo dobro vprašanje, ker ja, zakaj? Super. A imamo še kakšen zadržek? Avtorska besedila. Mimo grede, jaz sem ravno kar daroval svojo knjigo, ker je bil to pogoj za prijavo na en razpis. Tako da zdaj imate mojo knjigo. Pa je bilo avtorsko besedilo v resnici, ampak je tam pisalo, da ga ne bojo zlorabljali. Ampak ok, super, to je tudi avtorstvo. Jaz še en super pomislek. A imamo še kaj? Varstvo podatkov. Grem še v ta zadnji sektor. Še kak zadržek? Ne? Zloraba, zdravstveni podatki, ok, ja. Še ta stran? Zadržek, če bo model vedno prosto dostopen ali ne. Super. Simon, oprostite, nisem hotel vas zdaj tako napadati, sam imamo par zadržkov. Se pravi, a bo model vedno prosto dostopen, varstvo podatkov, avtorstvo, povejte. Aha, mislite, da je tudi to, se pravi delo, ki ga to terja od mene. Ok, zanimivo. Kaj dobimo za zameno? Ja. Sej, zanimivo. Rad bi odprl čim več teh tem, zato da ima Simon zdaj en izziv. Mislim, tako, na ta vprašanje sem tako zadnji 2 leti in pol odgovarjal, tako da imam vse odgovore, jasno. Če gremo po vrsti zdaj, ali bo model odprt ali ne, je seveda odgovor da, ampak to je odvisno od, bi rekel, financerja. Naš financer v tem primeru je Agencija za raziskovanje in vsekakor je bil pogoj to, financiranja, da pač je model odprt, ampak projekt se izteče konec junija. In to pomeni, da bomo mi zadevo predali Agenciji za raziskovanje, ki bo s tem naredila, kar bo hotela. Jaz seveda pričakujem in upam, da bo ta naša država toliko pametna, da bo to postalo del infrastrukture, tako kot so vse stvari, ki so pač prosto dostopne in dostopne vsem na predvidene načine. Če imate recimo javne knjižnice, vi pričakujete, da greste v javno knjižnico, pričakujete neko članarino, recimo, če smo se tako zmenili, če se pa zmenimo, da ni članarine, pa pač ni članarine. To se pravi, to je naša skupna odločitev, zato ves čas govorimo o tem. Mi smo izvajalci tega. In
moje pričakovanje in upanje sigurno je, da bomo imeli infrastrukturo za umetno inteligenco v slovenščini, ki bo imela ves čas podprt jezikovni model. To je ena plat zadeve. Potem sta dva ključna pomisleka in problema. En je seveda varovanje osebnih podatkov, to so te dnevniki in podobno, pač zdravstveni podatki in tako naprej. Če delate svoj lastni model, potem to lahko zagotovite. Vsekakor pa absolutno ni jasno, kaj so vse pobrali pač Meta in Google in tako naprej. Vsakič, ko vi uporabljate Gmail in podobne zadeve, nekje obstaja ta drobni tisk, ki pravi, tole bomo, vse, kar ste vi kdajkoli napisali in imamo dostop do tega, bomo uporabljali za treniranje modelov in to tudi počnejo, da se razumemo. Tako da v tem smislu je to, če prispevate svoja besedila za ta model, je vsekakor bolj nadzorovano kot vse ostalo. Zato, ker pač anonimiziramo, psevdoanonimiziramo, če date dnevnik recimo, pa vam je ime, ne vem, Mojca, Anica, boste spremenjeni v nek Sandro ali pa zaradi tega, ker model rab nize slovenske stavke, nize, ki so smiselni. Če pa nadomestimo vaše ime z X, potem bo pa pač proizvajal tudi čudne stavke potem zaradi tega, ker bo neprava slovenščina noter. Oprostite, ampak kdo naredi to anonimizacijo? Stroj ali človek? To mi naredimo. Aha, ok, super. Mislim, mi ne osebno, ampak pač naredimo postopke, kjer na smiseln način nadomestimo prava imena z nepravimi. Se pravi, vseeno bo en človek prebral ta dnevnik, ne? Ne. A ne? Samo stroj. Vidite, to me je zanimalo. Zdaj se še kar borimo za ta vaš dnevnik, sem to, da veste. Še je v zraku. Ok, sem rečen kar. Potem je vprašanje avtorskih pravic. To je kar težavno vprašanje. Zakaj? Zato, ker mi imamo trenutno v bistvu zakonodajo o avtorskih pravicah, ki pravi nekaj podobnega kot: če ste raziskovalec, lahko vzamete katerekoli podatke in jih uporabite za svoje raziskovanje, dokler tega ne izkoriščate komercialno. Če hočete podatke izkoriščati komercialno, se morate zmeniti z lastnikom avtorskih pravic. To se pravi, dokler imamo model, ki je odprt, ki je pač uporabljen samo za raziskovalne namene, v bistvu lahko vzamemo vse vaše podatke. Od tam naprej, ko enkrat to gre v tovarno umetne inteligence, v podjetja, tako naprej, od tam naprej se pa treba zmeniti z lastniki avtorskih pravic. In to, kar je naša največja težava trenutno, je naslednje. Dokler se ne zmenimo, načeloma, mi ne smemo tega modela oziroma vaših podatkov vključiti v model. To pomeni, da imamo veliko manj podatkov, kot bi jih lahko imeli. In edina smiselna pot, ki je pač smo skušali tukaj narediti in v Sloveniji in na ravni Evropske unije in zdaj potekajo v Evropskem parlamentu blazne debate o tem, po mojem mnenju je edina prava pot neka kolektivna kompenzacija. Se pravi, da vsi, ki so lastniki avtorskih pravic, dobijo nek delež od tega, kar služijo podjetja za umetno inteligenco, ampak to mora biti narejeno na način, pač na zakonodajni način, na konsenzualni način, tako kot smo se pač v enem momentu zmenili glede glasbenih pač predvajanja glasbe in podobne zadeve, ki jih zdaj upravljajo razne ta društva in agencije in tako naprej. Mislim, da bo treba to narediti na podoben način, ampak tako od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Se pravi, evropska zakonodaja bo morala biti sprejeta in potem bo to šlo naprej od države, ampak to, kar se mi zdi ključno, je pa, da do takrat, ko se zmenimo o tem, ne zadržujemo razvoja. Ker če bi bilo tako, potem Gamsa danes ne bi bilo in vsega tega ne bi bilo.
pač bili odvisni, popolnoma bi bili odvisni od ameriških in kitajskih modelov. Hvala. A je še kakšna stvar v zraku, kakšna misel, dilema, vprašanje? Ja? Če želite, vam damo tudi mikrofon. A ga imamo? Tukaj je. Evo, prihaja do vas, evo. Ja, jaz imam pa eno vprašanje, recimo pač Slovenija ima pač omejeno število podatkov, kot majhna država, koliko to vpliva recimo na model v primerjavi s Kitajsko pa Ameriko, koliko lahko sploh še te kapacitete povečamo? Ja, mislim, to je seveda velik problem in omejitev, ki je nepresegljiva, da tako rečem. Ne? Jasno je, da če imate 2 milijona govorcev in piscev proti 80 milijonom in ne vem koliko še več, Kitajska in tako naprej, nikoli ne boste dosegli teh količin in nikoli ne boste mogli na enak način trenirati modelov. In zato to, kar zdaj mi počnemo, je seveda, da vzamemo nek osnovni model, v našem primeru je bil to Gemma, to je od Google model, ki ima pač v glavnem angleščino, ampak tudi druge jezike in smo pač dodali slovenščino zraven. Hvala Bogu je pa ta tehnologija taka, da precej dobro se prenašajo informacije iz jezika na jezik. In v tem smislu, če imate angleščino, sploh pa če imate bližnje jezike, in zato smo mi dodali tudi hrvaščino, srbščino in te, ki so nam podobni, vsak dodatek, bližina, doda kvaliteto. In v tem smislu, glede na število vseh besedil, ki jih imamo v slovenščini, po mojem, je treba zbrati popolnoma vse in narediti ta odprt model, od tam naprej pa pač strojno prevajati in generirati. Ni druge. Hvala. A se vam zdi, da bomo torej recimo čez 5 let že lahko uporabljali en konkurenčno delujoč slovenski jezikovni model recimo ameriškim gigantom? Mislim, zdaj to je treba razumeti na ta način. Čisto v redu je, da ti različni modeli živijo en ob drugem. In se pravi tega, kar zmore Gemini pa ChatGPT in tako naprej, tega naši modeli v resnici nikoli ne bojo mogli doseči. In zaradi količine podatkov in zaradi pač parametrov, ki jih, mislim, da ne gremo tehnične podrobnosti, v glavnem, pač več stvari je, več kategorij, kjer nikoli ne bo enako. Bo pa, ne vem, 85%, 90% in tako naprej, kar je precej v redu. In ko imamo neko, recimo, podjetje, ki se ukvarja z zdravstvenimi podatki, je precej boljš, da vzame GAMS, dela z popolnoma zaprtim okoljem, ne pošilja podatkov nikamor in ima 90% od funkcionalnosti, ki bi jih imel s ChatGPT-jem, kjer bi pošiljal podatke v Ameriko. Tako. Ok, super, ja, kar pojte. Ja, jaz bi tukaj še dodal to, da govorimo o teh generalnih modelih, se pravi, da bi imeli model, ki bi ga lahko uporabljali za vsako nalogo, ampak glede na to, da pač vseeno se moramo pa zavedati, kaj je naš cilj. Se pravi, v zdravstvu bi lahko ta model še vedno prilagodil dodatno, da bi delali specifično za zdravstvo. Lahko bi potem za izobraževanje tudi specifičen model, to, kar ima tudi Astra AI dela. Tako da imajo v bistvu se strinjam, da pač 95% je že ful dober, če dosežemo to. Zaradi tega, ker tudi te večji gigantje se zdaj že dosti, če gledate kakšne te performance, kjer model je boljši, pa če spremljate zdaj te zadnje analize, vidite, da se zdaj primerjajo na nekih nišnih, a pa na takih ne nujno vsakdanjih nalogah. Zato v bistvu za vsakdanje naloge, pa za take specifične naloge smo lahko tudi mi že v bistvu dosežemo z GAMS-om. Ja, hvala. A je bila tule ena debata, po gesti sem videl, da je resno, mislim, da je smiselno. Je bila, ne? Prosim, pritrjujete, ok. Sem mislil, ker sem videl, da govorite o tem. Super, najlepša hvala potem za zdaj. Eno stvar bi rad še odprl,
pa smo mogoče malo na njo pozabili. Dejansko sem dobil potne roke, ker ste omenili, ne vem, moj Gmail pa vse to, ne, se pravi vprašanje tega, kaj se že danes dogaja z mojimi podatki, proti temu, če ti nekdo reče, a bi mi zdaj dal podatke, se to vprašanje zdi bolj zastrašujoče, v resnici pa ja, je vprašanje, kje so danes je vsa naša spletna aktivnost. Eno stvar ste že izpostavili, to, da je pomen suverenosti močen argument, zakaj bi želeli lasten jezikovni model, pa varnosti. A obstaja še kakšen argument, zakaj delati na lastnih jezikovnih modelih, poleg varnosti in suverenosti? Aha, Tomaž. Zdaj, malo širše bom povedal, in sicer, ko ste govorili Gmail, popotnik po Italiji, po vsej verjetnosti ga že imajo, kar je na Facebooku. Spletni dnevnik. Mnogi vodijo spletne dnevnike, se pravi, tako so že v jezikovnih modelih, tako da tle so paradoksi, a ne. Ko objavljamo na Facebooku, objavljamo stvari, ki jih nočemo dati za potrebe raziskovanja, po drugi strani pa se razgalimo na družbenih omrežjih. Tako da tle uporabnik dostkrat nespametno ravna, po mojem prepričanju. Kar se tiče tega, kar ste vprašali vezano na jezikovni model, pa zakaj svoj. AI Act je dejansko evropski predpis, ki bo prinesel tudi kar lahko velike stroške, če ne bo skladno delovanje z njima. Kar pomeni, tam je ena zahteva tudi razložljivost. In zdaj jezikovni model, če ga vzameš kot black box, si mimogrede v tem, kjer ne boš znal razložiti, kjer se zna dobiti tudi globe. Tako da stvari je več. Prvo je to razložljivost, drugo je varnost, tretje je tudi to, da ti lahko ti veliki playerji iz takšnih ali drugačnih razlogov onemogočijo dostop in si potem vse imaš bazirano na rešitvi umetne inteligence in kar naenkrat ne moreš več uporabljati. Zdaj predstavljamo se, če se spomnimo, leta 2014 je bil žled, v zelo kratkem času elektrike zmanjka skoraj po celi Sloveniji, računalniki več ali manj niso delovali, ker doma neprekinjenega napajanja nimamo pretežno in potem bomo v kameni dobi. Se pravi, suverenost tudi na jezikovnih modelih, zato da jih imamo sami, da nam ne more, ne vem, ker ne bomo dali Grenlandije, Trumpu bo rekel, ne boste več uporabljali, karikiram. Ja, če se ne motim, je tudi Francija pred kratkim razmišlja o premiku na Linux za pisarniške storitve? Vsi več ali manj zdaj se pogovarjajo o tem, da je treba zmanjšati odvisnost od ameriških korporacij. Cela Evropska unija. Ok, super. Hvala. Ja, mislim, da ste ravno kar naredili sami sebi čudovit uvod, pa vas vabim, da nadaljujete s to predstavitvijo. Besedo predajam še Tomažu Mlinariču. Lep pozdrav. Zdaj predstavitev je za 40 minut, tako da je v redu, da sem na koncu, ampak baje imamo samo 5 minut časa. Predstavitev mislim, da bo dostopna vsem udeležencem, pa tudi širše, tako da tisto, kar boste gledali, jaz definitivno ne bom govoril. Bom blazno skrajšal tle malo ta okvir, o katerem sem že govoril, imamo od OECD, OZN, Evropske unije, ta je najhujši, ker so kazni, in pa potem tudi naše nacionalne zakonodaje, kjer nekje so kazni, nekje so pa samo priporočila. Na začetku je bilo mnogokrat omenjeno znanje, kompetence, varnost, jaz bom rekel varnostna kultura. In če vse to združimo skupaj, pomeni, da se moramo seznanjati z novitetami, da moramo poznati področje. Vsakokrat to vprašam, Nik je že pokazal, da dviganje rok je zaželeno. Mi smo sprejeli v marcu smernice za razvoj, uvajanje in uporabo umetne inteligence v javni upravi. Pa bi prosil, če dvignete roko tisti, ki ste za njih slišali. Ni glih spet takšen rezultat, ki sem si zaželel, so razmerno malo rok. Drugo vprašanje pa je, kjer jih pa poznate, da ste jih dejansko vsebinsko prebrali, šli skozi in veste za vsebine. No, tle pademo na tistem kompetence, znanje, se pravi, se ne seznanjamo z novitetami in tako naprej. Tako da to mora biti v bodoče še malo ta del program. Se pridemo odpredavati. Kar se tiče, se pravi, ne bom govoril, kar je na slajdih, to še enkrat. Kar se tiče umetne inteligence in tega, kar želim danes izpostaviti, je v bistvu del ozaveščanja, in sicer, da imamo ves čas, tako na evropskem nivoju in na slovenskem nivoju, govorimo o varnosti varovanih podatkov, se pravi osebni podatki, varovani podatki, davčne tajnosti, zdravstveni podatki, se pravi vse, kar je, da jih ne bi
dajali zunanjim v obdelavo tam, kjer ne poznamo okolja, ne vemo, kaj se z njimi dogaja, ne vemo, kako so lahko zlorabljeni in tako naprej. Tle je ključno to, kar se že tudi smo parkrat naslovili, smo parkrat govorili o tem, je, da znamo vsako zadevo, sploh če bomo imeli lastno infrastrukturo, ki bo upravljala država, se pravi to soverenost, infrastrukturo, lasten jezikovni model, oziroma tudi, če bo kakšen drug jezikovni model, da je naložen na naši infrastrukturi, da bomo znali tudi razložiti, kaj je umetna inteligenca naredila, to, kar AI zahteva, da bomo pač tudi lahko uporabniku, ko bo prišlo do, ne vem, pomoči pri odločanju v postopkih, ki bojo podprti z umetno inteligenco, lahko razložili na njegovo posebno zahtevo in da smo tle pač skladni z, prej bilo tam prikazanih kar neki nivo predpisov. Zdaj, tale slikca je zanimiva z vidika, ker mislim, da vizualno pove več kot ves tekst, ki je prej, čeprav ga ni velika, ne, pa tudi vse, kar smo prej govorili. Ne. Mi danes uporablja več ali manj vsak od nas socialna omrežja, storitev umetne inteligence preko chatbotov, Gmail in podobne zadeve, to je vse v oblaku, to je ne vemo kje. Ne. Načeloma so veliki playerji skozi govorili, da je to nekje v Evropi tudi za nas skladno z EU zakonodajo, ampak izkazali se je in zdaj tudi sami priznavajo, da temu ni vedno tako. Ključni izzivi, skozi se ponavljamo, čez celo predstavitev se ponavljamo, kar se tiče razložljivost, varnost podatkov, kakovost podatkov, to je tudi predvsem za velike jezikovne modele ključno, da pridejo kakovostni podatki. Jaz mislim, da je tle tudi del težave, da ne dajemo, ker smo preveč samokritični in kakšnih podatkov nočemo dati, ker rečemo, je pa slabo napisano ali pa bojo kakšne moje napake brala. Ne. Še nismo na koncu. Sam namen smernic, ko smo pisali to, imeli smo velike diskusije z zunanjimi, tudi z informacijskim pooblaščencem. Želeli smo dati en tak na pol poljuben pripomoček vsem uporabnikom za uporabo in pa seveda državnim organom, ki bodo se pojavljali kot ponudnik oziroma kot uvajalec storitev umetne inteligence, da na enostaven način pridejo do rešitve, ki po našem mnenju, če upoštevajo te smernice, ki smo jih pripravili, zagotavljajo tako imenovano skladnost z AI Actom, kar pomeni, da se bomo teoretično izognili globi, ki sledi, če temu ne bo tako. Se pravi, vsa načela, vse zopet, varnost, ozaveščenost, posledično moramo dvigniti kompetence, moramo zavestiti ljudi, moramo dvigniti znanje, tako da tle mislim, da povezava med nami, upravno akademijo, bo velika. Zagotavljanje skladnosti, imeli smo zdaj kar nekaj projektov, kjer so želeli, da bi podprli določene storitve z umetno inteligenco, vse se začne tam, ne. Že danes je bilo parkrat omenjeno. Ni vse, kar se sveti zlato, ni vse, kar mislimo, da je AI. Če se da stvar narediti ceneje, z manj vložka, zakaj uporabljati AI in graditi Krško 3, 4, 5, ne? Ker vsa ta stvar v končni fazi bo energetsko zelo potratna. Po drugi strani, takoj naslednja stvar je, če smo se odločili, da je AI, ali vstopajo varovani podatki, predvsem ali vstopajo osebni podatki. Razlika med zahodnim svetom v smislu Amerike pa Evropo je v tem, da oni so bazirajo na kapitalu, mi baziramo že enkrat še, hvala Bogu, na človekovih pravicah. Tle je razlika, zato tam tudi modeli se hitreje razvijajo na vse skupaj, pri nas je pa to pač omejeno z pravicami posameznika do njegove osebne varnosti, osebnosti in tako naprej. Se pravi, ocena tveganj, kaj se lahko zgodi, če vstopajo, zdaj, če bomo enkrat, ko bomo dobili denar, ko bomo zmogli, ko bomo postavili nacionalno infrastrukturo, ki bo upravljala država ali pa državno podjetje, potem bomo lahko rekli, ja, to se dogaja v Sloveniji in potem moramo sam še ne pridi prave znotraj lastnih vrst pogledati, da ne pride do manipulacij in reči, no, zdaj pa smo suvereni, zdaj pa to lahko na bistveno bolj varen način naredimo. Ne? Mi? Malo nazaj. Horizontalne skladnosti, to si boste potem vse sami prebrali, tako da tle ne bi. Trenutno, na prejšnjem predavanju sem bil popravljen, imamo sisteme, ki so tudi, imajo dovoljenje za obravnavo tajnih podatkov stopnje interno, ampak to, kar jaz tle naslavljam, kar bom zelo rekel, ne, da pač nimamo sistemu, kjer bi ZTP podatki vstopali v sistem, je mišljeno za DRO. DRO ni klasificiran za interno, ampak zopet, varnostna kultura, vemo, da se tudi v DRO-ju najdejo interni podatki noter, kar se ne bi smeli, tako da dvig varnostne kulture je ena izmed ključnih stvari,
ki mislim, da bi jo mogli nasloviti v vseh oziroma čim več izobraževanjih v bodoče za javne službence. Stopnje tveganja so določene prakse, ki so po AI Actu prepovedane, potem so pa glede na to, koliko vstopajo v postopek odločanja, so rangirane. Zdajle sem bil v parih pogovorih, kjer je moje vprašanje vedno, kako bi se človek počutil, pa zdaj to sprašujem vas, kako bi vi pristali na to, če date preko e-uprave vlogo za nekaj in vam čez 2 minute umetna inteligenca izda odločbo, bi to verjeli, da je temu tako, ali bi dvomili oziroma bi šli gledati še kaj drugega. Zdaj pa dvignite roke tisti, ki bi to odločbo, ki bi jo umetna inteligenca vam naslednjo minuto izdala, verjeli in bi jo vzeli za suho zlato. Ja, a je dobra zame? Ja. Se strinjam. Vedno pogledaš to, če je, ampak se veste, na koncu, ko pridemo pred sodišče, je pa ta stvar že pol druga stopnja in potem ni nujno, da bo ta odločba tu zdržala. Kar se tiče prepovedanih praks, vse, kar je povezano z biometrijo, s profiliranjem ljudi in tako naprej, to je prepovedano. Verjamem, da se to marsikje izvaja, ampak tako da to je potrebno še posebej nasloviti. Tako da zaenkrat bi to, kar se mene tiče, bilo to. Če bojo kakšno vprašanje, seveda, drugače pa se vidimo na ozaveščanju. Hvala. Ja, jaz čutim, da je precej vprašanj ali pa mogoče razmislekov, idej. Tule pri tem zadnjem vprašanju smo se kar razumeli. Mogoče sem jaz res kot uporabnik, če potrebujem eno odločbo, ki ne vem, o čem bi lahko bila, gradbeno dovoljenje, če ga dobim, ne bom dvomil v to, če ga pa ne dobim, bom pa verjetno zagnal vse, kar lahko. Kaj vi razmišljate, se pravi? Kaj pa sosed na gradbeno dovoljenje? Bravo, ja. Tukaj sva pol, povejte, lahko še en mikrofon sem ne dobimo? Ampak da vsi slišijo, zato da jaz ne bom za vami ponavljal. Ja, za otroški dodatek ali pa za štipendijo, če človek dobi pozitiven odločbo, verjetno se ne ukvarja s tem, kdo je to napisal, ker samo vleče podatke iz nekih evidenc in ni neki verjeten. Taka stvar, da bi se človek spraševal, a je to sploh kdo pregledal ali ne. Ja. Verjetno pa obstajajo drugi tipi, se pravi odločitev, ki jih ne moramo tako enostavno prepisati. Pa tudi jaz kot uporabnik danes sem skeptičen do ekspresnega odziva. Se pravi, če dobim mail nazaj naslednjo sekundo, je to zame takoj znak, to je ena avtomatizirana stvar in ni načeloma manj zaupam, če gre za dialog, pogovor, posvet ali pa vsi chatboti, ki so namenjeni pomoči uporabnikom, velikrat pravzaprav vse razen pomagajo. Zaenkrat, seveda, saj tudi te stvari se izboljšujejo. Dajte prosim sam pomagati mi še par debat se odvija, o čem, kaj razmišljate? Evo, tamle vi dve, vaju gledam. O ničemer? Ne? Ampak neka debata je bila, ali ne? Prosim? Ne želite dati tega v ta model zdaj? Ok. Ne bojo. Evo, še zadaj imamo eno roko. Na začetku sem mislil, da bo spraševanje v smernicah, tako se zastavili, da sem mislil, da boste rekli, zdaj pa vsi dobite en list in ocenjujemo, kako dobro jih poznate. Živijo. Ja. Jaz bi pa mogoče en komentar podala oziroma en zanimiv tudi use case lih na to temo, lih, kar smo tudi prej gradbena dovoljenja omenili. Mi smo za eno izmed občin, ki že to uporablja, razvili dejansko AI, ki jim pomaga pri gradbenih dovoljenjih in v bistvu pregleduje celotno dokumentacijo projektne zadeve in pomaga tistim urbanistom pisati zadeve. Zadevo smo naredili v bistvu tukaj na evropskih strežnikih, tako da res deluje varno, smo pa poskrbeli še za dodaten predproces pri temu. In sicer, da ko se vnaša dokumentacija, prvi AI zablendira vse zadeve. Se pravi, dejansko
odstran vse tiste podatke, jih prečrta, ki bi bili lahko vse nekako mogoče kritični, kar se tiče varnosti in takih zadev, in potem drugi AI dejansko obdela in pa pripravi vse zadeve, tako da je večstopenjski proces. In se mi zdi, da je to res ključno, ne, da govorimo o teh varnosti in vseh teh zadevah. Je pa že veliko enih use caseov zunaj, oziroma so take zanimive tudi stvari, ki se varno uporabljajo. Tako sem rekla, da podelim recimo, kaj smo tudi mi naredili, ko govorimo o tej debati. Super, hvala. A se lahko samo odzovem? Ja. Zelo lepo ste naslovili, je pomočnik. Ni problem, dokler umetno inteligenco uporabljamo kot pomočnika. Jaz vidim težavo, ko bomo to prepustili, da bo avtonomno odločala. Tle je še večja težava. In uradniki, bodimo pošteni, veljamo za lene, nismo, ampak veljamo v javnosti, kar pomeni, da bomo ker bo umetna inteligenca dala 2-krat, 3-krat preveril, bom rekel, sej super dela, pusto, potem bom pa eno kavo več spil. Tako da ta je tisti problem in tle je to celovito. Se pravi, dvig kompetenc tudi z vidika tega, da veš, kaj ti je ponudil, je to res v redu ali dajmo raje pogledati, ker mora biti pa nič pravilno naslovil. To je prva stvar. In druga stvar, varnostna kultura. To je nekaj, kar je treba nasloviti in potem, umetna inteligenca, ne bomo se jo oglili, imamo jo tle, danes je tle, uporabljamo jo, sami jo uporabljamo preudarno. Simon, pri pomočniku ste imeli eno misel, se mi zdi. Dobro ste to opazil. Mislim, v resnici se je treba, zdaj verjetno ste že vsi slišali o teh agentih, bolj bi bilo, če bi rekli pomočniki, ampak reče se jim agenti in zdaj vsi razmišljamo o tem, kako peljati te agente, kaj to pomeni. Mislim, da se bo treba bolj ukvarjati s tem, se pravi, ne toliko s tem vprašanjem, da umetno inteligenčni agent sam zgenerira odgovor oziroma neko odločbo, karkoli, in pošle, ampak kaj se zgodi, ko naredi osnutek, ker to pa zelo, zelo realna situacija. Mislim, ne vem, zdaj vsi razmišljamo, te, ki imamo po 100 mailov na dan, da si naredimo agenta, ki nam naredi osnutek, ga da med osnutke v pošti in potem samo pregledaš na hitro, pošljem 100 mailov ali odločb. In pravo vprašanje tukaj bo, kakšen kognitivni napor bo ta uradnik, kdorkoli že namenil temu, da bo zares pregledal, kaj je naredil umetno inteligenčni agent, ali bo samo stisnil pošlji naprej. In to bo še zmeraj načeloma človeški pregled, ampak v resnici ne bo več. To bo bolj realno vprašanje, po moje, prihodnje, kot avtomatično pošiljanje. Tu pa moram jaz nekaj deliti. Jaz trpim za 100 mailov in da bi se tega rešil, sem eksperimentiral z različnimi modeli, Claudom in Manusom, torej poskušal sem dobiti točno to, nekaj, kar bi mi v osnutke dalo mail na podlagi različnih situacij, ki mu jih jaz unesem. Najprej sem poskušal z Manusom, to je zdaj kupljeno od Mete, in ga povezal s svojim Gmailom, ga prepričal, da dela te osnutke, na kar mi je naslednji dan zjutraj kar poslal te maile, ne, da bi jih zadržal v osnutkih. Tako sem potem 10 ljudem napisal, se opravičujem, to je kar neki, ker so dobili neke maile, ki niso imeli smisla. Potem sem to malo pustil, šel na Clauda, ga prepričeval, da naj piše kot jaz, mu dal pač res primere rabe pa en kup enih PDF-jev, ampak še vedno v bistvu nisem na stopni, ko bi to delovalo. Zdaj se dogaja, vsako jutro pač pregleda maile in da osnutke, ampak po večini te osnutke zbrišem, ker niso smiselni. Čeprav sem mu prav za roko sem ga peljal, pa pač mu pokazal, kaj govorim. Na tej točki me zanima, a kdo danes uporablja kako rešitev z agenti, se pravi s pomočniki umetne inteligence, ki je res funkcionalna. Torej, zame je najbližja stvar funkcionalnosti trenutno izdajanje ponudb. To pa sva se zmenila. Jaz pač, moje ponudbe ne rabijo biti preveč usklajene z nekim skladnostjo ali pa v nekih sistemih, jaz samo pošljem PDF, ta PDF mi lahko nek agent zgenerira.
in je v redu, vse štima. To je višek moje rabe. Kje ste pa vi? Kje so kakšni zanimivi konkretni primeri, za katere ste si rekli, ene male zmage, pa bi jih lahko delili? No, samo eno stvar moramo vedeti, ne? Glede na to, da v javni upravi, ker sem prej rekel, pa ne bom ponovil, te ponudbe za IEM pogledamo, tako da se bota med sabo pogovarjata. Ja, potem, a ne bi bilo lažje, če bi pač kar, to se potem velikrat znajdemo v tem navzkrižnem pregledovanju. A ima kdo kakšno idejo take konkretne rabe, s katero je bil zadovoljen ali pa se je uspešno izpeljala, zgodila? Prosim? Kakorkoli, se pravi, z neko rešitvijo umetne inteligence, da je bila izpeljana tako, da ste rekli, aha, super, to je BP, deluje, ni problema. Ja? Natreniramo, kot da so pravniki. No, pa aha. Pravite, natrenirate jih, kot da so pravniki? za pomoč. Za pomoč, ja. Sej, mogoče se tukaj, a je tamle roka? Pravnica? Ja. No, tukaj smo dve predstavnici sodstva, sodišča. Rada bi dodala to, da jaz sicer nisem nek uporabnik, tako da nisem glih pravi naslov, zato sem pa poskušala v dveh primerih, kjer sem imela in sem morala uporabiti pravo, ki ni slovensko, ga ChatGPT uporablja, da mi pove, kateri zakon pa kateri člen italijanskega zakonika ureja neko postopkovno pač vročanje. Lepo mi je odgovoril tako zelo pozitivno, lepo vse in prav, seveda, jaz sem zagovornik tega, kar so vsi v bistvu prej povedali, da to je lahko samo nek pripomoček, nikakor pa mu ni zaenkrat, saj še ne moremo popolnoma zaupati. Tukaj je bila odgovornost na meni, da je postopek vročitve pravilno izveden. Torej, dal mi je nek odgovor in jaz kot, seveda, ker je to samo nek pomočnik, sem šla preveriti. Seveda znam italijansko, ko sem odprla zakon, odprla člen, ugotovila, da nikakor v tistem členu ne piše to, kar mi je on povedal tako zelo sigurno, to je to. Kaj sem se iz tega naučila? Iz tega sem se naučila, da seveda je lahko nek pripomoček, koristen, da ne pregledujemo vsega, vendar kontrola in odgovornost je še vedno na nas. Torej predvsem mi, ki v sodstvu moramo neke odločitve, moramo nekaj, tudi drugi upravni organi seveda izdajati neke odločitve, je odgovornost na tistemu, ki odloča, uradniku, sodniku, da preveri in pravilno odloči in je to res samo zaenkrat pripomoček. Druga stvar, ki sem se jo pa naučila je, da če pravilno ne znaš zastaviti vprašanja, je tudi odgovor lahko oziroma je nepravilen. Pa ne mislim pravilno samo lepo slovnično, ampak če o strokovnem vprašanju, o neki temi, o kateri ga sprašuješ, ne znaš ničesar, bodo odgovori zaenkrat zelo posplošeni, všečni, neustrezni. Kar se lahko zgodi v postopkih, naprimer upravnih, gradbenih dovoljenj ali pa nekih drugih, kjer laična stranka vlaga nek predlog, neko tožbo, karkoli, marsičesa ne navede, pravilno ne navede, zato je tisti človek na drugi strani, ki pozna postopek, ki pozna pravila, ki pozna zakon, pozna prostorski akt, da ustrezno pozove na dopolnitev, da lahko ustrezno odloči o tej pravici. Če bi to samo robot odločil, torej če bi samo pač orodje odločilo, bi odločilo glede na podatke, ki so bili vnešeni v taki vlogi in bi seveda zavrnilo, naprimer, ali pa celo ugodilo napačno. In zdaj sem se spomnila še ene stvari, ki je pri nas zelo pomembna na sodiščih, pa tudi pri upravnih organih je ta, da zaenkrat vseh dokazov, dobro, listinske določene moramo imati, točno take, kar piše v listini velja, predvsem pa dokazov, ki so vezani na razne izjave, ki so vezani na razna potem tudi pričanja, ki jih imamo na sodišču, presojamo ljudje. Zakaj presojamo ljudje? Ker zaenkrat imamo te kompetence, da zmoremo videti še vse tisto drugo, kar samo orodje ne vidi. Tudi kako govorec govori, kako se zapleta, kako nekonsistentno odgovarja, kam se obrne, kam se ne obrne. In to je vse tisto, kar pripelje na koncu do neke ocene dokaza in do sodbe. Zaenkrat verjamem, da že marsikdaj katero orodje zna prepoznavati čustva, vendar ta čustva morda niso vedno posledica tega, kar nekdo si nekaj izmišljuje laže, ampak so lahko posledica nekega okolja, v katerem se takrat nahaja. Zato
Z mojega vidika, glede na službo, ki jo medve sodelavko opravljava, moramo biti zelo previdni, kaj počnemo s tem orodji, zakaj jih uporabljamo in da še vedno je človek tisti, pa ne samo, da malo preleti, ampak je dejansko tisti, ki je odgovoren za odločitev in pravilno tudi vse pregleda. Uporabi pa lahko kot orodje, ki ga mora pa res vse odgovore, ki jih dobi, preveriti, ali so pravilni in taki. Hvala, hvala. A se vam zdi, da mogoče s tem tvegamo tudi eno inflacijo birokratskega dela? Namreč, ko jaz kot stranka izpolnjujem nek obrazec, priznam si tudi danes, verjetno to opažate tudi pri svojem delu, večkrat pomagam z nekim modelom, ker moram napisati neko prošnjo, izjavo, pritožbo, tudi vse to počne nek model. Ne? In če naredim nekaj, kar je pomanjkljivo, slabo, bo nekdo na drugi strani se ukvarjal s to mojo pomanjkljivostjo, z modelom ali pa brez, pa spet bo imela še en dialog, ki je v bistvu se zgodil zato, ker sam jaz na začetku tega nisem znal ali pa pripravil dobro. A se to večkrat dogaja? To opažate, mogoče porast tega? Ja, bomo takoj, sam mislim, da ima še... Ja, samo to sem hotela odgovoriti. Meni se je ravno v enem primeru, ki sem ga prejšnji teden reševala, zgodilo točno to, da je stranka vložila vlogo, ki je jasno bila generirana z nekim modelom umetne inteligence. Zakaj? Vloga je bila zelo lepo napisana, ampak v resnici je šlo za povzetke iz zakona in niti ene, mi rečemo temu, dejanske navedbe in dokaza, ki bi potem lahko bila podlaga za odločanje. Je pa zelo lepo povzeta celotna zakonodaja in sklep, zato meni to pripada. In tukaj sva potem vzpostavila dodatne procese, pozivanj in tako naprej, ki so bili v bistvu nepotrebni, če bi pravilno najprej brez vsega tega napisal tisto, kar mi je potem napisal. Ja, čeprav vseeno pa vam ne moram napisati samo živijo, jaz bi se rad pretožil, ker to in to, lahko. Hvala lepa. Lahko. Ja. Sej, je to boljše. Terjamo odgovornost pač človeka, ki vlaga vlogo prošnjo. Povejte, ste imeli repliko? Ja, tle bi dodal na to, ko smo zdaj govorili na klepetalnike, pa na stranke. Jaz prihajam iz IPES-a in mi doskrat se srečujemo s strankami, ki so se prej pogovorile s klepetalnikom in pridejo nam razlagati, kaj bi pa zdaj oni delali. Naprimer, šifrante dejavnosti za šifrante dejavnosti za podjetja, za SP, oni vse dobijo od ChatGPT ali pa Gemini ali pa karkoli dobijo in potem pride dvakrat, eno stranko, konkretno je dvakrat prišel razlagati, da on pa želi te dejavnosti not imeti, pa sploh šifranti ne obstajajo. Ja. In potem bolj, ki mu ti razlagaš, ne, on je uporabil Advanced Search, on je uporabil tisto, kar je ta prav. In potem to ustvarja, tako smo rekli, dodatne birokratske procese, brez veze. Mal se počutim krivo, se nisem bil konkretno jaz to, ampak večkrat se to zgodi, recimo, samo še eno stvar povem, z računovodkinjo sva se dogovorila, da točno to, kar sem rekel prej vam, da ji samo pošlje mojo težavo in prošnjo, brez mojih predlogov rešitve, ker moji predlogi rešitve so bili pač zgenerirani s klodom, in ponavadi niso bili čist smiselni in njej nalagam dvojno delo. Torej, ampak to je drugače, nek poslovni odnos je lažje tako razrešiti. Ok, super, je še kdo imel kakšno misel o tej inflaciji dela, pregledovanja? Ne? Potem bi pa sam rad zaključil ta naš pogovor z enim premislekom, ki se ga zdaj ves čas dotikamo. Kako razumeti torej prihodnost dela samostojnega človeka, se pravi mene kot uslužbenca, kot delavca, z umetno inteligenco. A se moram tukaj postaviti v eno drugo vlogo in na nek način upravljati svojimi orodji drugače, kot sem to počel doslej? Kako razumeti ta odnos? Ok, kot pomočnika, ampak kaj to potem terja od mene? Kako razmišljati o njem? Zdaj me pa vsi gledate. Tomaž. Jaz bom tako rekel, ker se tega tiče, vedno pomembnejše bo znanje in kompetence. Ravno zato, da bomo znali ločiti pleve od semena. Se pravi, ja, umetna inteligenca je v poplavi, je popularna, vsi jo uporabljamo, rezultati so, ne bom rekel slabi, ampak niso vedno dobri. Ampak to mora znati javni službenec, bo mogel znati prepoznati in dejansko poskrbeti, da bo postopek, ki ga vodi, zakonit in da bo odločba, ki jo bo izdal, zakonita in da bo prestala tudi sodno presojo. Na drugi strani je pa še en večji izziv ravno povezan tudi s tem pri uvajanju. Mi zdaj mislim, da bomo v kratkem lansirali za potrebe storitev zaupanja enotni pametni pomočnik
In tisto, kar sem prej z vprašanjem hotel reči, če bi zaupali. V odgovorih je bilo pogosto tako, ja, če je to država naredila, potem ji moramo zaupati. Se pravi, država oziroma javni organi, ki bojo uvajali storitve z umetno inteligenco, bomo mogli biti še bolj pozorni, da bodo izbrani pravilni veliki jezikovni modeli, da bojo res preverjeni, da bojo kakovostni podatki in da ne bomo podatkov, ki jih bo uporabnik zavedaje ali pa ne zavedaje vnesel v naš pogovorni pomočnik, šli kamorkoli, kjer je lahko zloraba podatkov oziroma nezakonita obdelava. Se pravi, tle na organih javne uprave kot uvajalcih oziroma tudi ponudnikih, pa to ni mislim ponudnik za cache, ampak da dajemo na voljo večjim organom, da bojo te stvari premišljene, preverjene, narejene in da je odgovornost na teh, ki bomo to delali, še toliko večja, ker se pravim, ljudje pravijo, ja ne, če to država da, potem vi ste poskrbeli, da je zakonito, da ne bo zlorab, da ne bo tega, tako da ja. Znanje, kompetence, varnostna kultura. Hvala. Ste želeli še nekaj dodati, Erik? Ja. Načina dela, ko ste omenjali, ne. Jaz v bistvu že zdaj sem eno leto kar zagret uporabnik Clouda, vsak dan ga uporabljam in zdaj na teh raziskovalnih projektih smo vedno delamo kakor v ekipi, a ne, pa včasih se kakšne naloge delegira drugim in potem, ko dobiš nazaj pač od nekih študentov ali pa sodelavcev naloge, pač rezultate ali pa neko poročilo, je treba pol vse te zadeve pregledati. Jaz vidim to, kakor da za uporabo Clouda oziroma drugih teh generativnih AI modelov je v bistvu delo podobno. Ne. Se pravi, tukaj govorimo o pomočniku, a ne o asistentu, ampak lahko je pa to, predstavljati si, kakor da je nek junior, ne. Nekdo, ki lahko za vas opravi neko delo. Ampak na koncu, ko dobite te rezultate, pa še vedno pogledate, kaj je. Se pravi, tukaj je to znanje pa kompetence so potrebne še zmer, zaradi tega, ker ne boste težko se mi zdi, da lahko samozavestno rečete, to sem pa jaz dobro naredil, če ne veste, kaj je bilo sploh narejen. Ja. Se pravi, zaradi tega je treba pač tudi te naloge, ki jih hočete delegirati, morate dati take naloge, da veste, kakšen ne bi bil približen rezultat in potem je treba pač stvar pregledati in popraviti. Ja. In na ta način v bistvu, kakor da te naloge date ven in potem dobite nazaj in jih skupaj sprobate pač pogledati, da je vse tako, kakor mora biti. Ja, mogoče je na začetku bila ta iluzija, dobimo čarobno palčko, ampak na nek način dobimo podrejenega ali pa še enega sodelavca, ampak zdaj moramo s tem sodelavcem delati, skrbeti zanj, pa tudi se mi naučiti, kako to uporabljati. Ne? Tako, pa s tem bi še omenil, da ne je nujno enega sodelavca, ampak več sodelavcev z temi agenti, ki pa lahko rečemo samo, zdaj pa vse to naredite in potem dobi nazaj. Ja, ampak to zahteva nek davek, torej ta množstvo teh sodelavcev, če si to predstavljamo fizično, pač, če zdaj dobite 5 novih sodelavcev, to ne bo tako, ne bom tega rešil v 10 minutah, usedli se bomo, jaz vam bom dal problem, rešeno. Ne? Zato je treba pa stvar tudi planirati. Ne? Se pravi, ko se uporablja, je fajn, da se v bistvu lahko že sam z enim agentom oziroma v enem pogovoru se naredi plan, a ne, kaj vse hočete narediti in potem iz tistega plana se potem naprej pošle naloge. Se pravi, je pač brainstorm, plan, get results, pa curate oziroma da se preveri, ali je stvar narejena dobro ali ne. In potem iterirati. Ja, super. Je seveda tudi veščina ali pa znanje tega, kako delati s temi orodji in mislim, da se s tem zelo lepo dotikamo. Simon? Ja. Bi imel neko zaključno besedo. Začutili ste, kam grem tudi sam, ja? Ne, v bistvu bi se, mislim, zdi se mi, da je potrebno reči eno stvar in sicer to, kar je ta gospa prej govorila. Se pravi, ko enkrat delaš modela, ne, se nekako bolj intimno zaveš, da nisi povsem nemočen, kar se tiče teh halucinacij in vsega ostalega. Mislim, in to je zelo pomembna stvar v smislu te suverenosti, da se dejansko zavedamo, da se natrenirati model, ki deluje drugače kot na ta način, da bo ves čas ti ponujal še več. To je pač model, ki ga ponuja podjetje, ki to zaračunava. In če hočete imeti pa tak etičen model, bo pa rekel, jaz tega ne vem. Se pravi, nimam italijanske zakonodaje, ne vem, kje je ta člen, ampak tega ti modeli ne bojo nikoli rekli. Da se ga pa narediti. Ker ena od stvari, ki smo jih mi počeli, seveda, smo imeli zelo velike te tako imenovane
se pravi, besedila, ki dajo navodila, kako naj odgovarja model. In smo se kar morali potruditi, da je začel model odgovarjati, tega ne vem. Na drugi strani imate pa seveda tehnike, ki jih je treba tudi upoštevati, kot je ta Retrieval Augmented Generation, kjer v bistvu ti prisiliš model, da točno pove, kje je dobil ta podatek. In v tem smislu lahko si zamislite model, ki pravi, da bo odgovoril na vaše vprašanje bodisi ne vem, ali bo pa natančno navedel člen v italijanski zakonodaji. Se pravi, to se da. Ampak to je povezano z vsemi stvarmi, o katerih smo govorili. In v tem smislu, mislim, imamo zdaj pač smo v neki fazi, kaj jaz vem, divjega zahoda, kjer streljamo tako kot kavboji, pač je pa si predstavljam, da je, kar je treba narediti, je predvsem treba to, se pravi, pokrajino na nek način organizirati. V smislu, če si na pravi cesti, ki jo upravlja država, potem boš moral slediti tem pravilom in da boš dobil take odgovore, karkoli že, če pa greš, ne vem, na gorsko pot, pa lahko tudi padeš iz kakšne stene dol. In v tem smislu se bo, po mojem, ta scena spremenila v prihodnjih letih. Ja, se tudi na te modele, ki jih uporabljamo, lahko vplivamo, tako da jih prosimo, prisilimo, da nam navajajo vere, ampak tudi ni nujno ta stvar čist absolutna. Mislim, da smo prišli do konca tega našega prvega dela. Poskušali smo malo širše pogledati na pojav umetne inteligence. V nadaljevanju bomo pa čim bolj konkretni. Spoznali bomo predstavnike izvajalcev usposabljanj, ki jih gotovo tudi poznate, in se z njimi pogovorili, kako je bilo izvajati usposabljanja, kaj ste počeli, kaj so počeli, kaj so bili kakšni zadržki, kaj so bili glavni uvidi, potem pa se bomo konkretno ukvarjali z umetno inteligenco in s konkretnimi vprašanji, problemi, pomisleki, čist na najbolj osnovni ozki ravni možno.